Glede na to, da gre že za 58. edicijo Jazz Festivala Ljubljana in da se je veliko govorilo o zgodovini ob 50. obletnici, sem v bistvu bil zelo prijetno presenečen, koliko odlične plakate je imel Jazz Festival že v prvi dobi, ob svojem rojstvu. Se pravi, že ta predhodnik, ki je bil na Bledu, predhodnik Ljubljana Jazz Festivala, ta jugoslovanski Jazz Festival, že ta plakat iz leta 61 se mi je zdel odličen. Se pravi, točno to, kar je mi všeč, neka ta odprta interpretacija, verjetno tudi pod tem nekim vplivom takratnih filmov, Vertigo, ampak zelo tisto mi je velik vtis naredil name. Mogoče od zadnjih let bi pa izpostavil plakat iz leta 2014. Čist po občutku mi je bil vedno zelo všeč, barven, sicer so inštrumenti, ampak ne vem, se mi zdi, da je zelo dobro delo in tudi kot potem celostno v mestu. Tako da 2014. Lahko definiramo ene 3 ključne stvari, recimo en je tak čist portretni pristop, eden je tak tipografski pristop, pa eden tak najbolj na prvo žogo bi mu lahko rekli, je ta ilustracija inštrumentov. Jaz sem zagovornik te neke četrte opcije, ki je v bistvu tudi bližja sami glasbi, ki naj bi jo te plakati uprizarjali, to je za nek pristop odprtega dela, se pravi odprto za interpretacijo. In se mi zdi, da se je to v zgodovini tudi pojavljalo in da zdaj prihaja do enega velikega revivala tega. In tukaj bi izpostavil recimo moji najljubši primeri zadnje čase, kar spremljam, je recimo North Sea Jazz iz Rotterdama, mislim, da je. Mislim, da plakat za 2016 je tak genijalen. Zgodovinsko mogoče sem bolj zagovornik spet te evropske šole in glede na to, da smo iz vzhodne Evrope, sem velik zagovornik iz vseh vidikov poljskega plakata. Tukaj imamo par klasikov, eden je bil tudi med drugim v NLB-ju v Avlin razstavi Henrik Tomaževski pred parimi leti. Ampak sam sem čist naključno letel, pa verjetno je kar veliko ime, samo na žalost sem jaz tako čist polnmotoma enkrat na Bolšjaku naletel na en odličen plakat. Mislim, da mu je ime Valdemar Sverševski, nekaj takega, ki je pa ravno ta interpretacija. Zelo odlični portreti, sicer spet glasbenikov, ampak tako zelo barvito, zelo nekako se mi zdi, da ful odlično ujame te glasbenike. Smrt jazz plakata po moje je bila na obzorju kakšnih 10 let nazaj in blazno veliko se je govorilo o smrti plakata na splošno. Ampak mislim, da smo imeli zelo podobne predikcije tudi glede LP plošč klasičnih. Pa zdaj vidimo en velik revival tega, prebujanje. Mislim, da mora plakat, da bo predvsem spremenil svojo vlogo. Se pravi, ne bo več glavni nosilec. Plakat pred 20 leti v mestu, to je bilo glavno sporočilo. Danes naredi ena Facebook objava za $5 večji efekt, kot ga naredi ta produkcija, tisk, razmnoževanje, apliciranje plakatov po mestu. Tako da tukaj dejansko so se samo vloge spremenili, ampak plakat je tukaj, da ostane, vedno bo. Bo pa zanimivo, oziroma je že zdaj zanimivo, in ena stvar, ki se mi zdi, da jo tudi mi oblikovalci vedno bolj upoštevamo, je tudi to animirano apliciranje plakata na aplikacijah, na odru. Se pravi, ko delaš nek plakat, že razmišljaš, kako bo izgledal film iz tega, kako se bodo te elementi povezovali. Meni bi bilo blazno zanimivo, če bi te poljski artisti lahko svoje plakate oživeli. Se pravi, jaz mislim, da oni ne bi bili razočarani na prihodnosti, ampak bi predvsem videli neke nove priložnosti in tako moramo tudi mi gledati na prihodnost plakata. Sebe jemljem bolj kot turistični obiskovalec jazz festivalov.
To pomeni, da se ponavadi na jazz festivalih najdem zelo naključno. In Ljubljana Jazz Festival napram tistim, ki jih jaz poznam, bi izpostavil predvsem en trud v, ne vem, ne poznam ozadja, ampak neke marketinške ekipe verjetno, ki jim uspe tale Cankarjev dom nekako prebarvati celostno v jazz festival in da zelo razmišljajo tudi o nekih drugih elementih, kakor je samo plakat pa reklame. Se pravi, recimo vedno sem vesel, ko vidim tale podhod v Cankarju, ker rata zelo tak jazzovski, poskušajo tudi druge, recimo trgovine, ki so v okolici Cankarja z jazzom povezati. Tako da to zelo podpiram, pa želim si samo še več tega. Glasbeni festivali versus jazz festivali, mislim, da je izdelava plakata za jazz festival na nek način ful bolj zanimiva, ful bolj odprta za interpretacijo, ker jazz je obenem vse, pa vse skupaj nič tudi lahko, ne. Saj vemo, vsi smo na jazz festivalih nad enim koncertom navdušeni, pa na drugim pa kako smo se sploh znajdli tam in si želimo čim prej zbežati iz dvorane. In mislim, da je to po eni strani ful izziv, po drugi strani je pa lahko zelo tudi težko, ne, pač, ampak meni je ta odprtost, ne, spet ta ideja odprtega dela mi ful pristaja in moram priznati, da mi je delati za jazz festivale mi je v bistvu kar idealno. Da sem se tukaj zdaj znašel nekako in da zelo uživam.